Na Rudnem polju na Pokljuki je potekala osrednja slovesnost ob 37. spominskem pohodu na Triglav. Pohodniki so skrenili iz vseh strani. Letos jih je bilo preko 513. Slavnostni govornik na današnji prireditvi pa je bil minister za obrambo Marjan Šarec. In zdajle, prosim, pozdravimo pohodnike in prapore. Orkester Slovenske vojske, prosim za spremljavo. Vseh prijavljenih na prireditev je 510. Na goro jih je šlo 315. Z nami so pohodniki Ankaran Triglav, Hum Triglav, Nanos Triglav, Radovljica Triglav. Slovesnemu nagovoru in pozdravni besedi vabim predsednico Zveze združenj borcev NOB Radovljica, tovarišico Danijelo Mandelc. Pozdravljeni! Lep pozdrav vsem tovarišicam in tovarišem, gospem in gospodom, ki ste se pridružili danes na tem kraju zaključku 37. pohoda na Triglav. Ta pohod, kot vam je znano, vedno pripravimo drugo soboto v juliju v spomin na patrulje, ki so v letu 1944 izobesile slovensko zastavo na našem ponosnem Triglavu. In pa skupini, ki je v letu 1991 na večer, ko smo praznovali osamosvajanje svoje države Slovenije, izobesili prav tako trobojnico na vrhu Triglava. Hvala vsem pohodnikom, ki ste svojim pohodom tja na Triglav, na naš ponos, s tem počastili vse tiste junake, ki so se takrat potrudili in izobešali našo slovensko zastavo. Hvala tudi vsem, ki ste danes si vzeli čas in prišli. Hvala našemu govorniku, ki se je potrudil in nam bo danes povedal nekaj, kar bi gotovo morali slišati. Ne mislim razpredati naprej, ker bo gotovo govor povedal vse, kar je potrebno. Želim se pa na tem mestu zahvaliti vsem, predvsem Slovenski vojski, ki nam v veliki meri omogoča vedno to proslavo oziroma ta tradicionalni pohod,
ki nam omogoča, da to izpeljemo tako, kot se spodobi. Zahvala hotelu in pa seveda vsem prostovoljcem, bohinjski občini, sosednjim občinam, vsem donatorjem in pa seveda prostovoljcem, ki so pustili kar nemalo ur na tem mestu, da se vi danes počutite lepo. Danijela Mandelc, predsednica organizacijskega odbora spominskega pohoda na Pokljuko. Veliko dela je bilo, predno ste pravzaprav vse skupaj dobili in počastili 37. spominski pohod na Triglav. Je res je, vsako drugo soboto v juliju počastimo obe dve patrulji oziroma 3 patrulje z leta 44 in pa patruljo z leta 91, ko so obešali slovensko zastavo oziroma trobojnico na vrhu Triglava. To zahteva res precejšen vložek denarja predvsem in pa veliko dobre volje prostovoljcev, da to speljemo. Priznati moram, da veliko vlogo tukaj igra Slovenska vojska, ki nam pomaga in to z orkestrem, pomaga nam tudi s prevozi, tako da nekako lažje prevetrimo te stroške. Veliko da denarja tudi vsaka posamezna organizacija oziroma zveza, to veterani, častniki, Sever in pa Zveza borcev, ki smo skupaj pripravljamo to prireditev. Pred leti je bilo mnogo več pohodnikov iz vseh strani. Čemu pripisujete, da je upad? Moram reči, da leta se je že spet ta krivulja dvignila nekoliko navzgor. Imamo več prijav oziroma pohodnikov. Ja, je pa tako. V začetku je bilo največ, so bili borci. Zveza borcev in šele z letom 91, po 91 so nam pridružili veterani, častniki in pa Sever. Tako da zdaj le pa spet, se pravim, letos je ponovno več udeležencev za Triglav, kdor pa na Triglav ne zmore več, pa seveda pristane na Pokljuki. Mi smo hvaležni tudi tem, ker vzdušje, ko vidiš ti te pohodnike, predvsem Primorce, pridejo z une strani, to je nekaj neverjetnega. Tako da jaz verjamem, da to ne bo kar tako zamrl, je pa problem, komu denarno shajali, to pa je. Hvala lepa. Občina gostiteljica je občina Bohinj. K besedi vabim župana Jožeta Sodjo. Spoštovani gospod minister, spoštovani visoke gostje, tovarišice in tovariši, prisrčno dobrodošli pri nas v Bohinju, tukaj na naši prelepi Pokljuki. Veliko čast mi je, da lahko pozdravim in nagovorim vse vas, ki ste se tudi letos udeležili te pomembne zaključne slovesnosti. Bohinjci smo ponosni, da se ta pohod in slovesnost odvija prav na našem terenu. To je pohod, ki s svojim poslanstvom skrbi za vrednote naše polpretekle zgodovine, da ne utonejo v pozabo. Ne bo to leto 44 ali 91, vedno je v naši državi imela ogromna moč enotnosti, ponosa, želje, poguma in predvsem vizije za naprej. Vendar pa država ni sama po sebi samoumevna. Treba jo je negovati, spoštovati, skrbeti za sočloveka, ohranjati slovenski jezik in slovensko kulturo. Morda druge stvari niso toliko odvisne od nas, kot je odvisna odločitev za sodelovanje in spoštovanje. To zavedanje, da je potrebno sodelovati in da se ne izključevati, nas je ohranilo kot narod in nam omogočilo, da smo ustanovili svojo lastno državo. Kot vsako leto se tudi letos spominjamo naših takratnih upanj in hrepenenj, naše enotne in močne volje vstopiti v boljše čase. Spoštovani, Triglav je in bo naš simbol. To so simbolično dokazali tudi partizani z obešanjem leta 1944 in leta 1991, ko smo slavili rojstni dan naše nove domovine.
ko je zopet zaplapolala slovenska zastava na Aljaževem stolpu. Triglav je ponos Slovencev, ki nam daje moč, nam je kot simbol slovenstva, nas spremlja že predovnin in nam daje narodno zavest. Tudi vsakoletni spominski pohod na Triglav to uresničuje. In želim si, da ta tradicija ne zamre. Zato vas pozdravljam že zdaj in vas vabim, da se drugo leto zopet dobimo skupaj v tem številu na naši lepi Pokljuki. Hvala. Tudi na letošnji slovesnosti je z nami partizanski pevski zbor. Vodi ga dirigentka Alina Kolomic. Slavnostni govornik je minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. Spoštovani visoki gostje, veteranke, veterani, borke, borci, dragi pohodniki, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši. Žal smo letošnjo slovesnost začeli s tragično vestjo, da nas je zapustil Stanislav, udeleženec pohodov, redni udeleženec pohodov na Triglav. Vsem, ki ste s to bolečo izgubo prizadeti, izrekam iskreno sožalje in ohranimo ga v trajnem spominu. Spoštovani, današnja slovesnost je praznik domoljubja, je praznik spomina, je praznik ljubezni do naše domovine Republike Slovenije. Zgodovina Slovenije je veličastna, mestoma tudi tragična, saj je slovenski narod zlasti v 20. stoletju žrtvoval mnogo življenj, zato da lahko danes živimo v miru, da lahko živimo v svoji državi, da lahko praznujemo svoje praznike in da lahko predvsem govorimo slovensko in da nas tega ni sram. V današnjem modernem času se to zdi zastarelo in si mislimo, pa kaj ti ljudje govorijo, kaj praznujejo, kaj ves čas govorijo o neki zgodovini, ampak stoletje nazaj ni bilo samoumevno, da se je smelo govoriti slovensko. Slovenski jezik je veljal za manj vrednega. Veljal je za jezik hlapcev in dekel in ni imel mesta med velikimi narodi. V 100 letih, v 20. stoletju se je vse to spremenilo. Ne moremo mimo začetnika boja za Slovenijo, Rudolfa Maistra, potem tigrovcev, narodno-osvobodilnega boja in nazadnje veterank in veteranov vojne za Slovenijo. Zgodovino moramo vedno presojati v kontekstu tistega časa in danes govoriti, da se je vse začelo leta 1991, bi bilo krivično, kajti bilo je mnogo dogodkov, mnogo bojev, ki so Slovenke in Slovence pripravili na leto 1991, ko smo lahko končno videli slovensko trobojnico na Triglavu na predvečer osamosvojitve.
vsi, ki so se borili v zgodovini Slovenije, bodi si s pisano besedo, bodi si z orožjem v roki, si zaslužijo časten spomin in mesto v zgodovini, nikakor pa, da bi se česarkoli sramovali. Tudi narodno-osvobodilni boj je bil častno dejanje. In tudi povojni poboji in druge zablode ne morejo tega umazati. Nikoli. In ne želim polemizirati s komorkoli, vendar ko sem bil govornik na obletnici 9. korpusa, sem potem zasledil iz ust nekdanjega predsednika republike, da je bil govor neprimeren za današnji čas in da se govorniki nismo mogli izogniti temu, da bi delali proti spravi in proti miru. Vendar to ni res. Vemo, kako je hudo biti z nekom sprt, sosedom, znancem, morda nekdanjim prijateljem. Hudo je tudi, če je narod sprt med sabo. Vendar pot do sprave, ali bolje rečeno pomiritve, ne more in ne vodi preko potvarjanja zgodovine in izenačevanja agresorja in žrtve. Zato bom vedno ponosno zagovarjal narodno-osvobodilni boj, vedno bom tudi obsodil tisto, kar se je po vojni dogajalo. Vendar, kot sem rekel, zgodovino je vedno treba presojati iz konteksta tistega časa, ne iz današnjega, ko smo v varnih zavetih svojih domov, gledamo televizijo in smo malo pametni. Zato bomo tudi vedno zagovarjali pot do miru med slovenskim narodom, kajti slovenski narod ni številčen narod in ne sme biti med seboj sprt. In po mojem mnenju in globokem prepričanju tudi ni. Vse spore, kadarkoli so bili, je zanetila politika. In politika ima veliko odgovornost, da združuje, ne razdira. Vendar še enkrat poudarjam, ne pod krinko revizionizma in predrugačenja zgodovine in poskusa rehabilitacije pojavov, ki jim rečemo kolaboracija. Pa nikomor ne zamerimo, kajti tudi na nasprotni strani so bili ljudje, ki so bili tudi zavedeni, ki niso poznali drugačnega sveta, ki so razmišljali drugače in bi morda kasneje, ali pa če bi imeli možnost še enkrat iti od začetka, morda tudi ravnali drugače. Ampak že takrat je imela veliko vlogo politika in tisti, ki so to gibanje vodili. Zato je slovenski narodno-osvobodilni boj zavedno zapisan zlatimi črkami v zgodovino Slovenije. Vedno in povsod bom poudarjal, da brez narodno-osvobodilnega boja ne bi imeli povojne ureditve, kot smo jo imeli, ampak bi nas verjetno osvobodila Sovjetska zveza. Kakšna je bila pa svoboda pod Sovjetsko zvezo, pa vedo narodi vzhodne Evrope. Mi smo lahko živeli drugače. In narodno-osvobodilni boj je dosegel to, da nismo nikomur nič dolžni in da smo si izbojevali svojo svobodo leta 1945, takrat v okviru skupne Jugoslavije, ki je bila takrat naša skupna domovina, in danes tisti, ki zanika, da smo karkoli imeli z Jugoslavijo, tudi ni pošten.
Kajti mnogi so tudi v tistem sistemu dobro živeli, danes ga pa kritizirajo. A vendar je šla zgodovina naprej in usoda slovenskega naroda se je zapisala tako, kot smo mogoče včasih samo sanjali, danes pa te sanje živimo. Leta 1991 smo dobili samostojno državo, na katero smo bili takrat ponosni in sam sem ponosen na njo tudi danes. Čeprav slišim mnoga mnenja, kako bi bilo boljše, če bi Rudolf Meister ne izvedel priključitve Sloveniji in bi živeli pod Avstrijo, kako bi bilo boljše, če bi živeli kako drugače, tudi takšna mnenja poslušamo vsak dan. Vendar tisti, ki to govorijo, se ne zavedajo, kaj pomeni imeti svojo državo, oziroma bolje rečeno, kaj pomeni je ne imeti in tavati kot narod brezdomno po svetu in prositi za svojo samostojnost, kar mnogi narodi še po svetu še danes počnejo in niso dosegli svoje državnosti. Zato ne ljubimo svoje domovine zaradi politikov, naših politikov, vključno z menoj. Svojo domovino ljubimo zato, ker je naš dom, ker je naša edina domovina in ne nazadnje zato, ker so mnogi dali svoja življenja za njo. Ne dovolimo svojo ignoranco, nonšalantnostjo ali kaj me brigarstvom, da bi bil ta spomin umazan. In današnja prireditev je čudovita priložnost za to, da se tega spomnimo. Hkrati pa se ozremo tudi v prihodnost. In prihodnost Republike Slovenije je in bo takšna, kot jo bomo sami ustvarjali. Predvsem s tem, da bomo poznali svojo zgodovino, da bomo na njo ponosni in da ne bomo med seboj sprti, da bomo z veseljem praznovali svoje praznike in da bomo povsod ponosno izpričali, da smo Slovenke in Slovenci, predstavniki naroda, ki sicer ni številen, je pa izjemno velik in ima izjemno lep jezik, tudi unikaten, saj ima dvojino. In prav dvojina je tisto najlepše, kar naš jezik premore. Kajti en sam človek ne more storiti ničesar, dva že veliko več, vsi skupaj pa lahko storimo vse, kar hočemo in verjamem, da tudi bomo. Zato moramo ceniti atribute naše države, zlasti tudi slovensko policijo in slovensko vojsko, ki sta nam priborili našo svobodo in samostojnost. Zato moramo zgraditi obrambni sistem, zaradi katerega ne bomo zardevali v tujini, ampak bomo ponosni in bomo vedeli, da slovenska vojska je naša vojska, da brani nas in da smo ponosni med narodi mednarodne skupnosti in da se borimo za iste vrednote. Samo ena vrednota je, ki je najbolj pomembna, in to je mir. In vedno si je treba prizadevati za mir in kadarkoli je le možno. Bom pa rekel tudi nekaj besed o Ukrajini. Vem, da so takšna in drugačna mnenja, vendar ukrajinski narod se ta hip bori za svojo neodvisnost in Rusiji nihče ni dal alibija, da je s svojimi mnogimi žrtvami, tudi ukrajinskimi, ki so se borili na strani Rdeče armade, da ji je v bodoče vse oproščeno. Nihče ti ne da alibija, če si se boril v drugi svetovni vojni in častno boril in dal 20 milijonov življenj, da danes lahko počneš enako in da želiš drugemu narodu vsiliti življenje po svoji podobi. Vem, da se mnogi s tem ne strinjajo, vendar sem sam
prepričan v to, trdno prepričan in boj za svobodo, za neodvisnost je vedno časten boj, boj za svoj narod je vedno časten. Tudi mi predstavljajmo si, da bi nas danes kdo napadel. Bi sedeli, bi rekli, dajmo del ozemlja samo da bo mir, verjetno ne. In prav je tako, da ne, kajti domoljubi smo, imamo radi Slovenijo in Slovenija je vedno v naših srcih na prvem mestu. Vedno in povsod, šele na to so drugi narodi, ki jih spoštujemo, ki jih cenimo, ki smo z njimi prijateljski, a vedno povemo, da svojega ozemlja nikoli ne bomo dali, ga nismo v preteklosti, smo se borili zanj in tudi danes bo tako. Zato naj živi Republika Slovenija in naj živi mir. Hvala lepa. Ja, država brez domoljubja, država, kjer ljudje ne cenijo svoje domovine, kjer niso domoljubi, kjer ne spoštujejo tradicije, taka država nima prihodnosti. In zato si želimo, da bi Slovenija imela prihodnost, kjer bi spoštovali svojo zgodovino, se je ne sramovali, kjer bi se zavedali, kaj je treba danes storiti za boljšo prihodnost, da bodo tudi naši rodovi, ki prihajajo za nami, imeli lepo življenje, predvsem pa življenje v miru, kajti brez poznavanja zgodovine, brez poznavanja, kakšno zlo je nekoč bilo, se lahko to ponovi. In to je tisto, kar je bistveno, da ohranjamo spomin, da se nikoli več ne ponovi in da ne nasedamo kakšnim idejam, ki vodijo stran od miru. Vsako leto krene precej pohodnikov iz različnih smeri, letos jih je bilo preko 531 iz različnih koncev in žal je eden izmed pohodnikov dal svoje življenje na vrhu. Ja, to je žalosten trenutek za vse. Zagotovo je življenje naše, seveda ne moremo sami določati, kakšno bo in žal se zgodijo tudi takšne tragedije. Jaz želim vsem, ki so z njegovo izgubo prizadeti, da bi čim prej našli spet tek življenja naprej, da ga bi ohranili v lepem spominu in želim seveda, da v prihodnje takih dogodkov več ne bi bilo. Kako ocenjujete današnjo prireditev tukaj? Ja, današnja prireditev je tradicionalna, se pravi v tradicionalnem duhu, tudi s partizansko pesmijo in pomembno je, da se ohranja tradicija in kulturni program je bil naravnan na to, se pravi čista klasika, brez kakršnih koli priveskov, nepotrebnih. Program je povedal sporočilnost, kakršno taka proslava tudi mora nositi. Hvala za pogovor in prijetno počutje na Pokljuki. Hvala enako. Domovina naša je svobodna, prosta diha spet slovenski rod. Viška gora in dolina rodna, soncu sveti se pred nami pot. Živa konja zvon zorali, preborili izgajo. Magocine, smo seljani, bojevali se srčno. Mi ponosni smo čuvali naše slobodne lasti. Pozdravljeni, kdaj ste krenili na pohod in odkje prihajate, odkje ste šli? Mi smo že prišli v četrtek, ker smo imeli skupino, ki je šla na Kredarico in na Triglav, da nas so se vrnili in ostali smo bili tle bolj na Nizkem in zdaj bomo prisostvovali proslavi in potem gremo počasi lepo nazaj v Slovensko. Koliko vas je bilo v skupini? Veste, da nas je bilo skoraj enih
15 jih je bilo na Kredarici, tle v hotelu nas je bilo 12, 15, 37, skoraj 50 blizak nas je bilo. Letos nas je bilo največ. In kako je bilo na poti? Zelo lepo. Nekaj. Je še zmeraj, jaz hodim sem na Rudno polje, sigurno že 20 let. Vsako leto sem tukaj, v glavnem na tej prireditvi, kolikor je. Letos vidim, da je zelo izredno lepa, tudi ljudi zadovoljivo, vreme nas bo zdržal, pa tako naprej. To je že 37. spominski pohod. Ja, to je res 37. spominski pohod, ker vseh pohodov se nisem jaz udeleževal še prej, ne, nazaj. Ker se pa tiče zdaj po vojni, pa to pa večinoma se kar. In koliko policijskih veteranov vas je tokrat tukaj? To pa težko rečem, ker to so po društvih in po pokrajinski in to je pa težko reči, koliko jih je pa kako, ne. To pa ne morem jaz reči. To more pa kdo drug povedati, ne. Poletje. Pod oknom mojim stara lipa cvete. Prijazen vonj mi vsak večer v moj hram udarja. Čez dan se kup otrok na njej zgovarja. Nabira v koške svojo čudotvorno cvetje. Sinoči pa vihar je lipi zlomil veje. Vse cvetje je ledena toča stolkla. Otrok ni več pod oknom zdaj, pod njim le kletev je zamolkla. Od kje prihajate? Iz Postojne, se pravi veterani, Snežnik. Tako. Kolikokrat ste že krenili na pohod na Triglav? Ja, to se bo težko spomniti, mislim, da je leto 96, pa pa računajmo. Tako da smo kar stalno vsako leto, štart tukaj na Pokljuki, Planika, Triglav, prespimo na Planiki in nazaj. In kako je bilo letos? Letos fantastično, dobra družba, vreme, to je pogoj, prvi pogoj, tako da, tako kot vsa druga leta, važno je vzdušje in tega tukaj ne manjka. In kako je bilo na vrhu Ovčaka? Na vrhu Ovčaka, malo je bilo megleno, vendar lep razgled, tako kot ponavadi. In koliko časa ste hodili iz Triglava nazaj na Rudno polje? Zjutraj smo štartali ob 7 uri in lepo počasi do tukaj. Lepo.
In sedaj na proslavo in potem domov. Tako, res je. Morda smo še malo kje ustavili, tako da zaključimo tako z enim lepim doživetjem, da damo vsemu temu piko na i. Rakar Dora, vi prihajate iz Kopra, pravite, da ste Brčinka. Kako se vi spominjate teh časov? Nazaj, druge svetovne, grdo, nikoli več vojne. Jaz sploh ne morem gledati Ukrajino, ker me toliko prizadene. Tu bi mogel biti mir, bi se morali zmeniti, ne samo grabiti in oddelati človeki, ki ni nič naredil, ena nono, en otrok, ne vem kaj, pa tako odživeti. To je grozno. In vsako leto pridete na ta spominski pohod tukaj na Pokljuko? Ja, samo če moram, če me zdravje služi. Zdaj, ali sem 14krat ali 15krat. In zdaj sem si rekla letos, Dora hodi, ki drugo leto ne vemo, kaj bo, ki bo 84, vsak čas. Naj vam zdravje služi in lepo bodite. Ja, tudi hvala vam za povabilo in želim vsem samo dobro, nič slabega. Sem dosti pozitivna, ker drugače ne gre svet naprej. Hvala vam in nasvidenje. Spoštovani pohodniki in pohodnice, spoštovani gostje. Danes smo bili z vami orkester Slovenske vojske. Partizanski pevski zbor. Gimnazijka Vita Sekne. Program pa sem vodila Romana Purkart. Smrt fašizmu. Nadi, sno. Pohodi korakom naprej.